Žar stoletij. Najkrajša pot iz Šoštanja do Črne na Koroškem nas vodi po vijugasti in strmi cesti preko Zavodenj. Ta nekdaj glavna prometna povezava Šaleške doline in Koroške je dajala možnost zaslužka tudi krajanom ob prometnici. Cesta je po izgradnji zložnejše, a mnogo daljše povezave preko Hude luknje leta 1829 začela samevati. Tako so kraji, ki ležijo 650 metrov nad morjem in višje, nekdaj živahni in obljudeni, ostali odmaknjeni od dinamičnega življenja v dolini. Obstali so tudi v svojem razvoju. Obstale so tudi gospodarske dejavnosti, povezane s prometom in dodaten zaslužek domačinov. Prav zaradi tega pa so Zavodnje ostale kraj, ki hrani pravo zakladnico ljudskega stavbarstva. V kraju in okolici se tu skriva cela vrsta domačij, malih, srednjih in velikih kmetov, kašče in drugi objekti iz naše preteklosti, ki kažejo podobo kot pred stoletji. Najpomembnejši biser med domačijami je Kavčnikova domačija v Zavodnjah. Je najjužnejši ohranjeni primerek dimnice v evropskem alpskem prostoru in eden najpomembnejših etnoloških spomenikov v Sloveniji, s katerim upravlja muzej Velenje. Dimnične stavbe so v večini obvladovale naš prostor od 11. do konca 18. stoletja. Potem so jih oblasti začele odločno prepovedovati, saj so bile nezdrave za življenje, pogosto pa so zanetile tudi požare. Dimnice so začele nadomeščati sodobneje zasnovane stavbe s tako imenovano črno kuhinjo, kjer je bil prostor za kuhanje že ločen od ostalih prostorov. Kavčnikova domačija s hišnim imenom Pri Kavčelu, kakor se ji je nekdaj reklo, je bila dom malega kmeta, ki si je po kolonizacijskem obdobju poiskal dom na krčevini sredi gozda na območju razložene vasi Zavodnje. Kolikor daleč seže spomin, so si prebivalci te domačije morali iskati dodatni zaslužek, bodisi z delom pri večjih kmetih v soseščini ali s priložnostnimi zaposlitvami kje drugje. Imeli so po eno kravo, nekaj ovac, koz in kakšnega prašiča. Življenje v teh hribih je bilo trdo, hrane ni bilo v izobilju in tudi denarja je vedno primanjkovalo. Najstarejši del domačije je okoli 300 let stara dimnica. Zadnji lastniki so jo imenovali kuhna. Da gre za zelo star del hiše, nam pričajo tudi mala okenca, smučni mehanizem, pa tudi detajli lesenih tečajev na vhodnih vratih v lopi in zapahi. Tedaj je bila ohranjena dimnična celica edini bivalni prostor Kavčnikove domačije. Najpomembnejše je kurišče s pečjo in velikim klobukom za lovljenje isker. Iz kurišča se še danes vali dim v prostor, kjer so nekdaj prebivalci delali, kuhali in spali in kjer so potekale skoraj vse hišne dejavnosti. V prostoru pa so, vsaj po noči, bivale tudi domače živali. Pogoji bivanja so se v domačiji močno izboljšali z dozidavo tako imenovane bele hiše, ki je služila kot spalni prostor. V
vendar je vse do leta 1980, ko je bila hiša opuščena, dimnica ostala glavni bivalni prostor. V njej so nekateri člani družine spali, ostala pa je tudi delovni prostor za manjša čevljarska, sodarska, coklarska in mizarska dela. V prostoru so seveda tudi kuhali in jedli. V Kavčnikovi domačiji je v začetku 20. stoletja živela v kraju zelo priljubljena Ančka Samec. V bližini domačije je uredila garteljc in v njem zasadila in zasajala številne rože in zeli. Znala je pomagati tudi sosedom pri marsikateri bolezni, ki je prizadela ljudi in živali, in znala je celo v roke dol modlit, to je premagovati bolezni s čarobnimi besedami. Še do začetka 80. let 20. stoletja sta na Kavčnikovi domačiji živela potomca Ančke Samec, Ferdo Kavčnik in njegov oče Andrej. Ferdo Kavčnik, ki je kljub svoji človeški širini vedno ostal le študent filozofije, pesnik, pisatelj ter esejist, je skoraj večino svojega, precej nesrečnega življenja preživel na Kavčnikovi domačiji. Življenje v dimnici ni bilo niti malo enostavno in prijazno, vezi s krajem in rodno grudo pa tako močne, da sta Kavčnika zelo dolgo vztrajala v tem delu Šaleške doline. Muzejska predstavitev se je ravnala po geslu Bistvo je v podrobnostih. Vse na domačiji je predstavljeno tako, kot da je gospodar ravno prišel z dela, odvrgal cokle pod klop, obesil telovnik na stol, nato pa odšel v hlev živini. V peči pogosto še zagori ogenj. Dim se vali po dimnični celici in večina obiskovalcev lahko tako na avtentičen način spozna življenje naših prednikov. A ko ima človek polne oči in nos dima, in ko dim zaide tudi v pljuča, je romantičnega gledanja na življenje naših prednikov vse manj. Kavčnikova domačija v Zavodnjah je bila za javnost odprta leta 1993. Bila je nominirana za Evropski muzej leta 1994 in se uvrstila med 20 najboljših muzejev Evrope za to leto. Si lahko predstavljate, kako slasten je kruh ali pečene jabolke iz dimnične peči in kako prijeten je kresni večer na Kavčnikovi domačiji. Vse to oddaja neko posebno energijo in stoletni žar. Vsi, ki želijo doživeti žar stoletij in spoznati življenje naših prednikov na avtentičen način, enostavno morajo obiskati Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah nad Šoštanjem.